Živjo. Če bi rekla, da sem malo razmišljala po meritvah, ki me je z njimi Edo presenetil v prejšnji oddaji, pa bi se malo zmislila. Moram reči, da sem zelo veliko razmišljala in se odločila, da sprejmem izziv, ker če sem že predvsem vesoljnim svetom razkrila svojo težo, pol najboljš, da pač se lotam vsega, kar mi je še ostalo po porodu. Ja, mislim, da bom tako tudi bolj pristno vodila oddaje, boljše stala v strani Valeriji in Andreju. Sicer imam malo manj časa kot onadva, zato da zbrusem še vse detajle, ampak mislim, da bo ravno prav časa do poroke od moje najboljše prijateljice. Takole, po vsakem dobrem treningu je treba povrniti zaloge. Jaz moram reči, da je bil trening vrhunski, malo je bilo naporno, ampak zdajle sem lačna. Tako da bom hitro pripravila, 20 minut traja, en obrok, sestavine bojo pa iz našega novega prehranjevalnega sistema. Jaz pravzaprav nikoli v življenju nisem imela kakšnih večjih težav s težo. Valjda, tako kot vsaka najstnica sem jaz tudi kdaj pač skozi malo pazila ali karkoli, ampak praktično vse dokler nisem bila noseča. Takrat sem pa dobila dobrih 30 kil, ker ne vem čisto točno koliko, ker pol sem v enem momentu nisem več pustila, da bi me tehtali. Sem rekla, da sem se že doma stehtala. V bistvu je šport del mene že celo življenje. Inštruktorica aerobike sem bila 10 let, pol po porodu sem se pa nekako iskala sem vadbo zase, s katero bi ojačala mišice trupa in tako sem odkrila pilates. Zdaj se pa bliža poroka od moje najboljše prijateljice in jaz bom poročna priča in si res želim, da bi pač izgledala tako, kot je treba takrat. In šele zdaj, ko delam na teh finesah, ker res treba sklesati telo, vidiš, da ti pravzaprav v vsakdanu ti zmanjka časa za vse tiste potrebne treninge. Tako da nekako pač izkoristim vse tiste možnosti, ki ostanejo, da se čim več gibljem, v službo grem čim večkrat s kolesom, tečem rada. Tako da praktično počutim se slabo, če ne športam. Tako da jaz pravzaprav ne vidim kakšnega večjega problema s tem izzivom, ampak praktično pa pravzaprav vsa ta prehrana, ki jo Edo priporoča, mislim, da ne bo predstavljala večjih težav, treningi pa tudi ne, no. S telim kolačkom bom presenetila danes Valerijo, Andreja pa Edota. Res upam, da je dober. Zdajle Valerijo pa Andreja čakajo meritve. Če sta bila pridna, bo pač pokazala tehtanca in ja, če bo rezultati dobri, se zasluži ta nagrada. Andrej, Valerija, zdaj smo pred obdobjem, ko v bistvu bosta začela trenirati nekaj časa samostojno. Zaradi tega sem jaz danes z vama tudi meritve
naredil, da bomo imeli pač eno dobro primerjavo pa kontrolo nad tem, da pač se bo trening v enem samostojnem obdobju dejansko tudi izvedel in da bomo tudi videli, kaj sta naredila v tem obdobju, ko bosta trenirala sama. Ker na začetku, ko je pač telo izpostavljeno temu šoku, prvenstvenemu, in ko zazna neko pomanjkanje, se vzame tam, kjer si pač najlažje vzame, in telo zaenkrat v začetni fazi lažje razgradi mišico, kakor pa maščobo. Valerija, pri tebi je pa zadeva malenkost drugačna. Ti sicer si ravno tako izgubila celotno telesno težo, Dobra novica je pa ta, da si kljub temu, da si celotna teža šla dol, si pridobila slab kilogram mišične mase. In pa seveda tisto razliko, ki nam pa da negativen rezultat, si pa izgubila v maščobi. Tako da v bistvu se je pri tebi začela stvar premikati v tisti smeri, ki jo nekako ciljamo. Prinesla sem tale kolaček, ki sem ga danes naredila po svojem treningu. Za Valerijo bo tale kolaček ena pohvala za prvi velik dosežek. Za Andreja pravzaprav se mu tudi stvari spreminjajo, tako da mogoče dobra spodbuda. Zdaj v bistvu se začenja čas, ko si predvidel več treninga za njiju dva. Kaj jo v bistvu pravzaprav čakajo v naslednjih tednih? V bistvu zdaj čakajo 4 treningi tedensko. 2-krat na teden uteži, 2-krat kardio trening. In to recimo boste izvajala nadaljnje 4 tedne. Nič kaj, bomo kaj stavili, dali kakšno napoved. Dajmo, da bo malo zanimivo. Jaz bom rekla, jaz mislim, da če se bosta oba držala plana, nekako se mi zdi, da bo pri Andreju največja sprememba. A bo kdo mogoče kaj zajedel, kakšno napoved dal, da se bo ful zredil? Ker pridi nazaj, bo tako jaz. Andrej, kaj je tvoja stava? Jaz nas sestavljam. Ok. Mislim, ker sem sam v največjem interesu, kar se tega izziva tiče. V redu. Ok, Valerija? Ravno tako jaz mislim in verjamem, da bo to Andrej. Vkolikor je pred vami obdobje, kjer boste trenirali sami, brez trenerja, se dogovorite s trenerjem, da vam enostavno pripravi plan treningov za obdobje, ko ste sami. Od tukaj je stvar dokaj enostavna, Držati se morate plana, ki vam ga je trener pripravil. Valerija in Andrej, recimo, boste točno to naredila. Druga stvar, ki je zelo priporočljiva, je pa še ta, da v obdobju, ko trenirate sami, ne trenirate sami. Najdete prijatelja, znanca in izvajate treninge skupaj. Tako da kljub temu, da boste brez trenerja, brez skupine, boste še vedno z nekom trenirali in še vedno dobili to motivacijo skupinskega in timskega treninga. Jaz edini problem, ki ga vidim pri sebi, je ta, kako bom vse obveznosti usklajevala pač z obveznimi treningi. Mogoče bom pojedla tudi še kakšen sladoled, Zdaj gremo pa trenirati na body step. V naslednji oddaji peljem Andreja in Valerijo na pilates. Dejansko se mi zdi to super vadba za njiju, ker ni nobenih poskokov, hkrati pa daje poudarek na krepitvi mišic trupa, kar pravzaprav vsi trije najbolj potrebujemo. Tudi v naslednji oddaji vas čaka eno presenečenje, do takrat pa spremljite nas na Facebooku. Zanima nas vaša napoved o poteku izziva. Mogoče lahko objavite kakšno sliko s treninga, kakšen recept. Najbolj zanimive bomo nagradili. Spremenite življenjski stil s Spletno TV. Se vidimo. Čau!